V današnji oddaji Dobro jutro se bomo posvetili tudi danes seveda Pikinemu festivalu v obdobju 1988-2007 in vesela sem, da sta v naši družbi dve simpatični, odlični sogovornici. Sem rekla, da bom popolnoma tiho, ker boste čisto vse povedali. Tinca Kovač, dobro jutro. Dobro jutro. In pa Bojana Špegel, tudi vam lepo jutro. Hvala lepa. Pika Nogavička festival, se mi zdi, da kar vsi živimo v Velenju, pa ne samo v Velenju, v Šaleški dolini, v Sloveniji, tudi izven naših meja za ta festival. Kako se vi dve osebno spominjata začetkov tega festivala? Tinca. Sem prav razmišljala, kaj je s temi spominjane. Moram reči, da jih je ogromno. Predvsem to, da smo se pač štirje sestali z isto željo narediti nekaj velikega v dobro otrok. Namreč že prej smo ogromno počeli, vsak na svojem področju, in ta teden otroka je bil en tak ta prav termin, da naredimo nekaj velikega, tako da bojo otroci navdušeni, predvsem pa tudi, da bomo vrnili te naše študente nazaj, da bodo videli, da se doma tudi ogromno dogaja. Namreč tisti čas smo nekako opažali, da ko grejo na študij, kar malo pozabijo, vse veliko je v Ljubljani ali kjerkoli drugje, doma pa nič ni, ker je pač prišel samo za vikend domov, oprat pa se najest, pa vrniti nazaj. In potem smo na tak način z tem početjem skupnim, sem trdno prepričana, pritegnili vse te naše študente nazaj in da so potem s ponosom se vračali v oktobru, v začetku oktobra smo najprej festival imeli, potem pa v septembru. In če gledam zdaj nazaj, teh 30 let, si mislim, kako hitro je minilo. Namreč imaš občutek, če vse to počneš, pa če delaš z otroki, se ne staraš. Ampak ko gledaš vse te študente pa dijaki, ki so bili na prvem festivalu, ki so zdaj že starši, uspešni v nekem svojem življenju, potem vidiš, čas je vendarle minil, ampak skupnimi močmi smo ogromno naredili za te naše otroke in pa družine pri nas doma in po Sloveniji in pa seveda tudi preko meja. Tako da jaz pravim, da pred 29 leti smo začeli postavljati mozaik. Mozaik vemo, da so tisti najlepši iz kamenčkov in je sestavljen vsak mozaik iz tisoč kamenčkov, ki je vsak zelo pomemben. Zato se mi zdi pomembno, da smo vsi skupaj stopili in začeli eno tako dobro, inovativno stvar v dobro nas samih in pa vseh ostalih sodelujočih, seveda pa tudi otrok. Mi smo se od samega začetka zavedali, da otroci imajo čisto posebne radarje, da oni tudi direktno povedo, kaj jim je všeč in kaj jim ni všeč. In pred vsakim festivalom smo razmišljali, ali smo ta pravo zdaj pogruntali. In zdaj je sreča, vseh 29 let je bila ta prava stvar nekako obeležena, upoštevana in to stvar, ki je bila otrokom všeč, ker zavedati se moramo, da ogromno otrok je starše pripeljalo na festival, sami starši ne bi prišli. In kaj še lahko rečem, zelo, zelo lepo je videti vso to pestro starostni razpon, od tistih otrok v pleničkah do, imeli smo tudi 100-letnika na festivalu, in to je to, kar nas združuje, medgeneracijsko sodelovanje, prijateljstvo, zaupanje in seveda potrditev v dobri volji naših otrok. Bojana, pa vaši spomini, ker vem, da imate poseben čut do otrok, do najmlajših, da vas to kar nekaj povzdiguje med oblake. Ja, moji spomini so pravzaprav trojni. Na prvem Pikinem Cici dnevu leta 1990 sem bila samo mama 4-letnice in sem res uživala v tem dnevu. Že naslednje leto sem bila lokalna novinarka, za 2 lokalna medija sem dejansko do lanskega leta, predlanskega, pokrivala vse festivale. In ravno v obdobju, o katerem bomo govorili danes, sem postala tudi sodelavka Pikinega festivala, kajti
nekako sem rasla tudi sama s tem festivalom, opažala, kako festival raste, pika pa ne, kar mi je bilo vedno nekaj tako lepega in toplega. Predvsem pa sem resnično uživala v tem, da smo celotni Sloveniji in tudi tujini vsako leto znova dokazali, kako ustvarjalni ljudje živijo tukaj v Šaleški dolini ali pa se samo vračajo, kot je Tinca rekla. Študenti so tako radi prihajali, tudi vsi tisti, ki smo bili v mestu, smo radi sodelovali. Se mi zdi, da smo tako vsako leto zadihali s tem festivalom in ga tudi nekako vsak po svoje nadgrajevali, kaj ne, Tinca? Ja, Ampak zanimivo je recimo, da se tega festivala človek enostavno ne more naveličati. Vedno nekaj novega, vedno nekaj inovativnega, drugačnega. Ja, res je, pa naš festival ni bil kakor sejem, da so razne eksponati razstavljeni, da si lahko ogledaš. Bil je in je sklop aktivnosti. Čisto vsakdo lahko najde en kotiček, ki ga zanima, ki lahko nekaj počne. Z vidika otrok je pa zelo pomembno, oni zelo radi aktivno sodelujejo v vseh dogajanjih v svojem življenju. In mi smo vedno stremeli k tem, da so bili aktivni. Seveda imeli smo posebnosti, ker je pač naša Pika Nogavička posebnost. Vedno je atrakcija, kaj pa je vstopnina tega festivala, ne? 2 različni barvni nogavički, ali pikice, ali čopki, ne? To je vendarle super, ne? Pa v toliko vsa leta smo se trudili, da je otrok v centralni poziciji. Vedno smo razmišljali, kaj bi naredili tako, da bi otrok bil zadovoljen, vesel. Hkrati smo dodajali izobraževalne vsebine, ampak vedno nekako v igri. Otrok se ni zavedal, da se je, ko je šel na festival, tudi naučil. Potem pa, ko gledaš te želje otroka, mnogo deklic je želelo biti Pika Nogavička. Če gledamo zdaj nazaj, to obdobje, nekaterim je res potem ratalo, če rečemo po domače. Vem, da je bila ena deklica Katarina od pleničk naprej Pika, bila je tudi Pika. Uradna smo v bistvu tudi rekli, v sklopu uradnih pik. Potem želje, vedno je bilo, kaj pa zdaj fantje, ja, tudi za fante je bilo. Potem je na začetku nekako bilo rečeno, ta festival je za predšolske otroke ali pa tam do 5. razreda osnovne šole, pa smo rekli, ni res, tudi za starejše je. In hkrati, če se dotaknemo, da so vsa leta tudi srednješolci sodelovali na festivalu, torej dijaki šolskega centra Velenje, oni so bili tudi ustvarjalci festivala, v bistvu Pikini pomočniki smo jih imenovali, ki so dali en tak svoj doprinos in drugačno mladostno svežino v dogajanje kot tako. Potem vedno smo debatirali in potem, ko so se analize festivalov delali, ja, ljudje so rekli, pač je študent, ki je bil slabe volje ali pa je telefoniral pa vse skupaj. Jaz pravim, pojdimo poskusiti vsak dan 10 ur, vsakdo ima neko drugo željo, ti odgovarjaš za početje, ne moreš kar tako zdržati in moramo marsikaj tudi spregledati. Vem pa, da so ti naši mladi ljudje odgovorni, da vsakdo se je pač po svojih zmožnostih potrudil opraviti dejavnosti dobro in zato smo obstali. Bojana, če se zdaj dotaknemo tega obdobja 1988-2007, kdo je bil na tistem vodilnem položaju takrat, kdo je sestavljal ožjo organizacijsko skupino, kaj vse ste pripravili, delavnice, nastopajoče, kaj bi izpostavili? Jaz moram reči, da pravzaprav v tem obdobju jaz težko govorim iz tega vidika. Je pa dejstvo, da je leta 1998 Matjaž Črnovšek prišel v ekipo in prinesel izjemno svež veter. Takrat je Matjaž delal na nacionalni televiziji, poznal je ogromno ljudi in mislim, da se je takrat tudi tematsko festival še bolj posvetil aktualnim temam. Rdeča nit je bila prihod Pike, Pika je zavladala v mestu, igra, ustvarjalne delavnice so bile vedno nekako tista največja srž in srčika tega festivala. Pa vendarle smo že takrat v tistih letih najdli teme, ki so
se zdijo danes aktualne, mi smo jih našli že pravzaprav pred letom 2000. Tako ekologija, kot vsi enaki, vsi enakopravni. To so teme festivalov iz teh let, ko je nekako Matjaž dodal svojo vrednost temu festivalu. Mislim, da se je takrat tudi še bolj posvečalo častnim Pikinim pokroviteljicam, ki so v času festivala postale Pikine ambasadorke. No, tukaj je delček mojega dela. V tem obdobju sem začela voditi pogovore s Pikinimi ambasadorkami, ne le jaz. Vedno smo pravzaprav za pogovor z njimi izbrali človeka, ki se je nekako spoznal na temo in seveda bil povezan z častno Pikino ambasadorko, pokroviteljico. In to obdobje je zaznamovalo še nekaj. Iz mesta se je festival preselil ob jezero, torej na prizorišče, ki je bilo potem do lanskega leta, se mi zdi vsako leto bolj zanimivo, večje, predvsem pa varno prizorišče. Kaj pa letos, recimo, sta kaj nestrpni, kako se bo vse skupaj dogajalo v središču mesta? Pravzaprav res, kar se mene tiče, ker sem bila na obeh lokacijah, nič drugače, ne, pač greš na drugo lokacijo, je pa seveda logistično mnogo bolj zahtevno, 3 prizorišča povezovati, s tem, da so pač prometne ulice vmes, ne bo tako enostavno, pa kako s parkirišči, ampak vendarle pika se ne da, jaz vem, da bomo vse to premostili in organizirali dobro, tako da bodo naši obiskovalci zadovoljni. V tem obdobju, katerega midve predstavljava, lahko tudi rečemo, da se je zelo razširil festival. Mi smo že začeli govoriti že pri obisku, ko smo še bili v Rdeči dvorani in otroškem igrišču, da je obiskovalcev 50 000, kar jih je tudi bilo. Bilo je po 30 avtobusov na dan, pa vendarle smo to zmogli. Zato sem prepričana, da bomo letos tudi, ker smo še tudi na večje številke navajeni. Bilo je tudi to, da smo morali število študentov povečevati, ker smo kar naenkrat ugotovili, da jih imamo premalo, da lahko normalno izpeljemo programe in število dijakov tudi, tako da lahko za to drugo obdobje poteka festivala rečem, da je šlo za velik vzpon in po kvantiteti in kvaliteti. Začelo se je tako, da smo morali posebej zadolžiti za sceno, ker smo želeli, da ko pride otrok na festival, da reče, kako je lepo, mi se zavedamo, da festival smo organizirali v športni dvorani, ki je treba mnogo vložiti v dekoracijo, da izgleda drugače kot športna dvorana, kot neko igrišče, kot dvorišče. V tem obdobju se je postavila Vila Čiračara v Rdeči dvorani, ki je bila izjemno lepa. Posebne scene v dvorani in po otroškem igrišču in pa za vsako temo smo nekako obeležili z posebnim početjem, tako da smo ogromno Piko Nogavičko recimo sestavljali iz tistih malih žebljičkov plastičnih, ki se otroci igrajo in je bila ogromne dimenzije, vem, da je 2-metrska, smo potem, ko je bilo končana, imeli težavo, kje bi pa mi zdaj to razstavili, da ostane kot trajen spomin. Poslikavali smo okna, stara okna z barvami za steklo. To vem, da je Urša Stropnikova izjemno dobro vodila. Potem smo izjemno veliko gumbov dobili in so nastajale čudovite slike z gumbi, tako da v bistvu, ko je otrok mimo prišel, je svoj gumbek dodal noter in to pomeni, da so tudi otroci take čisto posebne mozaike delali. Torej lahko rečemo, da čisto vsako obdobje Pikinega festivala je pustilo en pečat. In če zdaj zaključimo naš pogovor, kaj vama je v tem obdobju 1988-2007 ostalo najbolj v spominu in kaj si želite za v prihodnje, Bojana?
Meni je v tem obdobju pravzaprav ostalo v spominu kar nekaj prihodov Pike. S tem, ko se je Pikin festival selil na TRC jezero, so namreč prišle tudi možnosti, da smo vsako leto Piko privabili na drugačen način. Vedno je bila to skrivnost, pa je enkrat prišla z ladjo, drugič z letalom, enkrat so jo spremljali padalci. Zelo pestro je bilo to. Meni ostaja v spominu tudi pravzaprav moj prvi večer z eno od Pikinih ambasadork, to je bila Lila Prap. Ta večer je bil v Velenjski knjižnici. Lila je bila zelo nezgovorna, kar je za tistega, ki se pogovarja, malce težko. Vem pa, da je v tistih dneh praznovala okrogel jubilej in še danes vidim prizor, ko ji je 50 Pikinih animatorjev prineslo vsak po eno rožo, na koncu pa ji je Pika zvezala šopek. Tako da v tem obdobju nekako imam ta dva spomina zelo živa in pa večer z Anjo Bukovec. Pika je bila vedno v obdobju, ko je deževalo. Anja je morala prespati v Velenju, tako močno neurje je bilo, ker ni mogla niti po eni poti iz mesta in tudi ta spomin imam vedno v sebi. In ko sem gledala sedaj v bistvu za 28 let, 29 let nazaj svoje članke, sem kar največkrat napisala, Pika je prišla v soncu, odšla v dežju ali obratno, tako da letos res držim pesti, da bo sonce od začetka do konca, ker bi to bilo najlepše darilo 30-letnici. Še želje za naprej Pikinemu festivalu? Upam, da bo ta festival ostal. To je po moje za vsako generacijo otrok tako, kot da se mu izpolnijo sanje, kot da tiste dni, ko je festival v Velenju, živi svoje sanje. Zelo veseli smo vsi, ki smo že nekaj let zraven, ko gledamo res otroke, ki so danes starši, ki so danes že stari starši in prihajajo vsak s svojimi spomini od vse povsod. Ni važno, kje živijo, so še vedno Velenjčani v tistem času, ko je tukaj Pika. Tinca, še vi? Stavek ali dva? Meni je v spominu zelo ostala Kristina Brenkova, ker nekako je začelo to Piko, prevedla jo je prva pri nas in bil je izjemno lep dan, ko je ona bila na obisku z nami. Potem mogoče kaj komičnih zadev, ko je bila Leslie Caron igralka, smo jo vodili po Rdeči dvorani, ker naenkrat je pa en fantek stopil do nje, pa je rekel, gospa, koliko je pa ura? Je tako potem rekla, mi boste prevedli in seveda mu je povedala, koliko je ura. Je en tak prisrčen dogodek, a ne, otroci so vedno prisrčni. In seveda veliko mi pomenijo vsi ti moji pogovori in stiki z študenti in predvsem to, da se vračajo nazaj, da se vsako leto na festivalu vidimo in so zdaj doktori znanosti, dobri natakarji, karkoli, dobri družinski ljudje, živijo po celi Sloveniji, ampak na Pikin festival se pa javijo. In pravim to, Velenjčani nismo kar tak. Še vaše želje za naprej? Jaz sem že prestara in se bom verjetno morala malo poslavljati od tega Pikinega festivala v aktivni obliki. Želim, da še naprej se vztraja, da se najde energija, da naredimo še mnogo stvari v dobro otrok. Jaz sem vedno z njimi delala svoj cel življenjski vek in na tak način, z dobrim sodelovanjem, z zaupanjem, nam bo vse uspelo, karkoli se lotimo. Lepa hvala za vse te informacije in ostanite s Pikinim festivalom tudi v prihodnje. Hvala. Hvala.